Lep pozdrav vsem prisotnim v imenu Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu, organizatorja tega današnjega srečanja. Hvala, da ste danes tu z nami, pa čeprav zgolj na daljavo, torej v spletni obliki, ki nekako že postaja sestavni del našega vsakdana in na katero se vsi počasi že privajamo, seveda v pričakovanju boljših časov, ko bomo tovrstna srečanja lahko ponovno izpeljali tudi v živo. Res pa je tudi, da je virtualni format današnjega dogodka vendar privabil lepo število udeležencev iz bližnje Slovenije, predvsem sosednje slovenske Primorske, ki jih seveda posebej pozdravljam. To je namreč moč seveda svetovnega spleta, da nas združuje tudi v času, ko nas zaprta meja fizično ločuje in v marsičem že tudi utesnjuje. Tako da upam in si nadejam, da se bomo v kratkem lahko spet vsi prosto gibali po tem našem skupnem primorskem prostoru, ki povezuje Slovence na eni in na drugi strani meje. Tako, torej Slovenski raziskovalni inštitut ima med svojimi temeljnimi nalogami tudi to, da ciljno javnost nekako seznanja s knjižnimi novostmi na področju znanosti in raziskovanja, še posebej pa o temah, ki so nam blizu, ki so v neposrednem interesu našega inštituta. In med prednostne teme našega raziskovalnega repertoarja spada prav gotovo tudi vprašanje jezika, ki je med Slovenci v Italiji sploh zelo razširjeno in občuteno, saj jezik pri nas nima le vloge sredstva sporazumevanja, temveč deluje tudi kot najbolj razpoznaven in najbolj neposreden znak slovenske prisotnosti na naselitvenem območju, se pravi deželi Furlaniji, Julijski krajini. Jezikovno vprašanje je za slovensko narodno manjšino pravzaprav pomembno do take mere, da smo se na Slorju leta 2019 odločili za vzpostavitev tudi neke specifične strokovne skupine, ki namenja izrecno pozornost uveljavljanju, širjenju in tudi razvijanju slovenščine kot manjšinskega jezika, ob sočasnem prizadevanju za spodbujanje stikov in povezav s slovenskim jezikovnim okoljem v bližnji Republiki Sloveniji. In ravno v okviru naše delovne skupine Slori jezik, tako je pač njeno ime, smo se odločili, da bomo danes povabili na pogovor večletno sodelavko in prijateljico našega inštituta, profesorico, doktorico Vesno Mikolič, ki jo seveda lepo pozdravljam, in ki nam bo predstavila svojo novo znanstveno monografijo z naslovom Izrazi moči slovenskega jezika. To je knjigo, ki je šla pri založbi Anales v sodelovanju s Slovensko matico. Kot večina izmed vas verjetno že dobro ve, je avtorica dolgoletna sodelavka znanstveno-raziskovalnega središča Koper, kjer je tudi predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. Poleg tega pa je predavateljica na katedri za slovenski jezik in književnost Univerze v Trstu, kar jo nekako neposredno povezuje s tržaškim akademskim in tudi širšim kulturnim okoljem. Nenazadnje je Vesna tudi vodja raziskovalnega programa razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku 3. tisočletja, pri katerem aktivno sodeluje tudi naš raziskovalni inštitut. In s koprskim ZRS-jem nas sicer veže dolgotrajno in bi rekel ustaljeno sodelovanje, ki se v zadnjih časih odseva tudi v skupni raziskovalni prilogi na valovih znanja, ki se vsak mesec pojavlja na straneh Primorskih novic in Primorskega dnevnika. Knjiga, ki jo Vesna danes predstavlja, se dotika vrste, po mojem mnenju, izredno zanimivih tem. Sploh pa gre za prvo celovito in tudi interdisciplinarno obravnavo dveh pomembnih atributov jezika, in sicer njegove moči in intenzivitete.
Kaj avtorica pravzaprav pojmuje s tema dvema terminoma in kako se ta dva pojma izražata v vsakdanji praksi, no to bodo osrednje teme današnjega pogovora, ki ga bo povezovala ožja sodelavka našega inštituta, in sicer slavistka, prevajalka in članica delovne skupine Slori jezik, magistrica Andreja Kalc. Zanimivo je, da sta obe protagonistki današnjega večera Doma iz slovenske obale, obe pa že vrsto let gojita intenzivne odnose s slovensko skupnostjo na Tržaškem, s svojim znanstvenim in strokovnim delom pa tudi aktivno prispevata dvigu tukajšnje jezikovne kulture in tudi zavesti. Tako da smo ju tržaški Slovenci pravzaprav že skoraj posvojili, bi rekel, in bomo tudi z velikim interesom prisluhnili njunemu današnjemu pogovoru. Tako da obema sogovornicama se v imenu inštituta iskreno zahvaljujem za sodelovanje, cenjeni publiki pa želim prijeten večer. Ob koncu opozarjam, da bo današnje srečanje v celoti posneto in da bo pogovor v prihodnjih dneh dostopen na Slorjevem YouTube kanalu. Pomembno se nam namreč zdi, da nekaj od današnjega srečanja le ostane, če že ne zapisano, pa vsaj v obliki spletnega videoposnetka. Tako da jaz se vam zahvaljujem za pozornost, besedo pa bi predal kar takoj kolegici Andreji. Vsem želim prijetno nadaljevanje. Lepo pozdravljeni, že kar dober večer, ker nas je sonce nekako zapustilo, tako da imamo morda še malo večjo motivacijo, da sedimo pred okenčki. Najlepša hvala naši gosti, da se je s kar veliko motivacijo odzvala na vabilo. Hvala pa tudi vsem vam, 64, ki ste se odločili, da nas spremljate in upajmo, da boste ostali z nami vse do konca današnjega pogovora. Vesna, obe se oglašava Slovenske Istre, mar ne? Tako je, jaz sem v Kopru, pa ti, Andreja? Jaz sem pa blizu Kopra, v bistvu se oddajamo od doma zdaj, ne zaradi omejitev, ampak zato, kot je že poudaril Devan Jagodic, nas je morda malo več. Kar lepo predstavitev je sestavil naš direktor, tako da bi midve kar začeli v srži. In sicer neposredno z opredelitvijo konceptualne in teoretske srži tvoje nove zadnje monografije, ki se ji bova danes posvetili morda malo manj preostalim področjem tvojega raziskovanja, ampak ta je kar vroča trenutno in verjetno vse zanima, zakaj gre. Ne govoriš o moči, malce bolj splošen termin, temveč o izrazu moči, kako se izraža moč jezika in njegova intenziteta. Za začetek bo gledalce morda zanimala eksplikacija, pojasnilo, utemeljitev teh temeljnih pojmov, njuna razdelitev in morda tudi historiat, zgodovina, kako sta se razvijala. Zatem bi pa dodala še takoj pod vprašanje, in sicer tisto, kar je morda najrazvidnejša izvirnost te monografije, argumentacija in predzgodovina novih terminov. Nekaj novih terminov uvajaš, to sta recimo med temi šibilec in krepilec argumentov. Vprašali bi te za kakšen značilen primer, kajti tako bo najlažje jezikoslovje morda včasih znano potem, da je preveč abstraktno, ko pa slišimo določene primere, je povsem tudi jasneje, zakaj gre. Ja, hvala lepa, Andreja. Jaz bi se samo še uvodoma tudi sama zahvalila. Najprej seveda direktorju Slorja, Devanu Jagodicu, tako kot je rekel, kolegu in prijatelju. V vseh teh letih sodelovanja smo res že marsikaj lepega dali skozi, ne, tako na področju dela kot druženja sicer. In seveda sem z veseljem sprejela to povabilo. Tudi še posebej zato, ker zelo cenim tudi kolegico Andrejo Kalc, torej magistrico Kalčevo, ki je izjemna tudi slovenistka, slavistka in tudi prevajalka, tako da sem takoj vedela, da bo to, sem upala in sem dobila tudi potem potrditev, da bodo vprašanja,
ki si jih je zamislila, zelo zanimiva, poglobljena, tako da že res se veselim tega najinega pogovora, ki mu boste prisluhnili, torej številni, ravno tako lahko rečem, ne samo znanci, ampak prijatelji, kolegi, tako da vidim, da je druščina res zelo pestra in se vsem zahvaljujem, ki ste si danes vzeli ta čas za to temo, ki je res aktualna, torej moč in intenziteta jezika, to je aktualna tema, vedno je bila, mogoče bova tudi z Andrejo še tudi skozi ta pogovor osvetlili, zakaj je danes pravzaprav še bolj aktualna, ampak vendarle ne, jezikoslovje, kot je Andreja rekla, je včasih tudi abstraktno in ni vedno enostavno se soočati s temi jezikoslovnimi vprašanji, tako da res hvala vsem, ki se udeležujete tega pogovora in upam, da bova uspeli z Andrejo nekako, kot so rekli, eno tako sredino ujeti, torej med tistim strogo ozkim znanstvenim govorom in pa tistim, bomo rekli, zelo poljudnim, ki pravzaprav ne bi veliko povedal, želiva nekje zajeti oboje ali pa se umestiti nekje v sredino. No in tako bom sedaj poskušala tudi na to Andrejino prvo vprašanje odgovoriti na tak način, da se mi zdi, da moramo najprej povedati, da gre tako pri moči kot intenziteti jezika za pojav ali pojava, ki sta razpeta med družbo in samim jezikom. Se pravi, v bistvu sta odvisna od obojega in oboje v bistvu ona dva, torej moč jezika in intenziteta, ti dva elementa vplivata na oboje, na razvoj obojega. Če nekoliko to pojasnim, se pravi, v bistvu jezik obstaja šele takrat, ko ga uporabljamo, se pravi z mislijo, z mišljenjem, z govorom in seveda v družbi, povezano je z delovanjem v družbi. In torej je naš jezik učinkovit, torej smo slišani, toliko, kolikor nam družba omogoča, da smo slišani, kolikor nam položaj družbena pozicija omogoča, da nas slišijo. Na drugi strani pa vemo, da družba nastaja z jezikom. Brez družbe, torej brez jezika, brez komunikacije ne bi bila mogoča družba, se pravi, da tudi z jezikom, se pravi z njegovo močjo, ustvarjamo neke družbene pozicije, odnose, bodisi bolj enakovredne, bodisi močnejše položaje na eni strani in šibkejše na drugi. Se pravi, gre za to vzajemno odvisnost ali soodvisnost in to so pravzaprav že od 60-ih let prejšnjega stoletja ugotavljali tako družbeni teoretiki kot jezikoslovci. In tu bi seveda lahko naštevala eno plejado, tako enih kot drugih, jaz bom omenila samo 3. Na eni strani mogoče Habermasa, torej sociologa, ki je izpostavil, kako pomembna je v bistvu ta javna razprava, javna komunikacija za tvorbo neke skupnosti. Torej, njegova misel je ta, da se skupni pomeni, torej ti, ki so značilni za neko skupnost, oblikujejo v javni sferi, v javni razpravi in da šele ta razprava neke civilne družbe omogoča, da se dejansko uresničuje moč nekih institucij, družbenih institucij. Se pravi, v bistvu je moč neke civilne družbe, torej komunikacije, ki poteka v tej javnosti, v javni družbi, v javnosti, omogoča, daje priložnost tudi institucijam, da opravljajo, izvajajo svojo funkcijo, da jo v bistvu jim daje nekako konsens, da lahko izvajajo svojo moč. Se pravi, da sta moč institucij in moč ostale javnosti izenačena, enakovredni. No, in to se torej poteka skozi jezik. Na drugi strani, torej, če govorimo, da je jezik tisti, ki tudi vpliva na te pozicije moči, da so torej to opazili tudi jezikoslovci.
In sama sem se v tej svoji študiji predvsem naslonila na Bowersa, torej ameriškega jezikoslovca, ki je, kot rečeno, že 63. leta opredelil, definiral intenziteto kot, bomo rekli, stopnjo, po kateri ali s katero se odnos sporočevalca do neke stvarnosti loči od nekega nevtralnega odnosa. Namreč, če smo prej rekli, da izražamo odnose vedno skozi jezik in dejansko, ko komuniciramo, vedno, to se je treba kar zavedati, na to večkrat pozabljamo, da vedno upovedimo nekaj, seveda te neke objektivne stvarnosti, ampak vedno je zraven tudi izražen naš odnos. In zdaj, kakšen je ta odnos? Koliko je čustven, koliko samo spoznaven, koliko je, kot rečeno, blizu tej objektivni, nevtralni stopni, koliko se pa od nje oddaljuje, se pravi v smer nekega večjega poudarka ali večje čustvenosti ali večjega spoznavnega poudarka, da je to res nekaj vrednega, resničnega, ali pa v bistvu je naš odnos nekako distanciran do tega, se pravi omilimo, ošibimo, povemo, da dvomimo v nekaj, ali pa smo manj čustveni, kot je neka nevtralna stopnja v nekih okoliščinah. Se pravi, o tej intenziteti je govoril Bowers. No, jaz sem pa ta koncept še povezala z še sodobnejšim modelom, ki sta ga razvila avstralska jezikoslovca, Martin in White, ki sta sicer razvila zelo kompleksen model tega tako imenovanega odnosa v jeziku, ali naklonskosti, ali vrednotenja, torej to, kar smo rekli, da je neobhodni del našega sporazumevanja. No, in ona dva sta torej razvila zelo natančne vse te elemente tega vrednotenja v jeziku, no, in sama sem našla znotraj elementa, ki ga ona dva imenujeta gradacija, torej stopnjevanje tega vrednotenja, ali navzgor ali navzdol, sem pravzaprav povezala s to Bowersovo intenziteto. In se pravi, ne samo Bowersovo, kot rečeno, tu je bilo še vrsta drugih, ki na podoben način imenujejo ta pojav, ampak kot rečeno, meni so se zdela ta dva modela ključna in seveda sem potem se nekako, ko sem si razdelala, sestavila iz teh dveh teoretskih osnov nek svoj model, potem seveda lotila tudi konkretnih analiz, konkretnih govorov. No, ampak jasno pa je, s tem bi želela nekako zaključiti ta teoretski del, preden predstavim neke konkretne primere. Jasno je, da ko govorimo prav o moči jezika, ne moremo mimo teh družbenih razmerij moči. Se pravi, da takrat mislim tudi sama, ko govorimo o moči jezika, bolj na neposredno moč, ki jo ima jezik v družbi in vse te odnose moči, ki so vedno prisotni v neki družbi. Ko pa govorim o intenziteti, pa izhajam iz jezika, torej iz teh jezikovnih sredstev, ki jih že jezik sam pozna in ki imajo večjo ali manjšo moč, torej večjo ali manjšo intenziteto, in s pomočjo katerih potem vzpostavljamo ta razmerja moči v komunikaciji. Se pravi, da ima že sam jezik nekatera sredstva, ki nam pomagajo, kot smo rekli, krepiti ali šibiti naša sporočila. No, in zato sem seveda vpeljala tudi ta dva pojma, krepilec in šibilec, ki nam pomagata, da dosegamo krepitve in šibitve, to so ti v bistvu osnovni pojmi moje raziskave, kjer sem se pa tudi naslonila na slovensko jezikoslovno tradicijo, torej imeli smo nekaj takšnih raziskav, kjer so kolegice imenovale to jačitelji in šibitelji, ali pa tudi podobno šibilci pa krepitelji, tako da neka kombinacija. Se pravi, da sem se poskušala, kolikor je bilo mogoče, nasloniti tudi na slovensko jezikoslovno tradicijo. Je pa res, da nam pravzaprav tako za slovenščino, kot tudi za druge slovanske, lahko rečem, slovansko jezikoslovje, pa ne samo slovansko, tudi pravzaprav druga nacionalna jezikoslovja,
lahko rečem, da je teh raziskav manj, kot recimo jih je za angleščino, ne. Se pravi, angleško jezikoslovje ima raziskav modalnosti, torej tega vrednotenja in tudi intenzitete znotraj tega, stopnjevanja, gradacije, zelo veliko, ne. In tukaj se mi zdi, da sem poskušala, no, s to analizo nekako nadoknaditi, ne, to, kar ima angleški jezik, angleško jezikoslovje že narejeno, ne. No, in če mogoče povem samo zdaj nekaj primerov v slovenščini, seveda, ker kot rečeno, sama se lotevam analize predvsem slovenskih besedil, primerjalno tudi, ne, kot bova potem z Andrejo še kasneje, primerjalno tudi še nekaterih drugih, ne. Ampak, kot rečeno, ta osnovni model sem naredila na analizi slovenskega jezika, zato govorim o moči in intenziteti slovenščine. No, in recimo, če zdaj tukaj pri današnji razpravi ostanemo ta trenutek predvsem pri besednih jezikovnih sredstvih, se pravi pri besedah, namreč intenziteta se dosega ali pa jo poznajo jezikovna sredstva od, ne vem, fonološke ravnine preko oblikoslovne do, ne, skladenjske in nato semantike, in tudi diskurza, se pravi, na vseh jezikovnih ravneh lahko analiziramo ta sredstva in jih najdemo, ampak najbolj očitna, lahko rečem, so besedna, se pravi, so besede, ki so na eni strani besede, ki pomagajo drugim besedam ali pa celotnemu sporočilu, celotnemu besedilu, da se okrepi ali ošibi. To so recimo, ne vem, to jih je veliko, in prislovov, členkov, tudi pridevnikov, recimo navedem zelo, vedno, nikoli, povsod, nikjer, to so sami krepilci, recimo, ne, vse, nič, ali pa res, zares, dejansko, to so sami krepilci, ne, ravno tako pa imamo besede, ki so že same notranje okrepljene, ne, se pravi, imajo, že vsebujejo to krepkost, torej te krepilce pravzaprav, ne. Recimo, to so tako imenovani pomenski presežniki, absolutno, fantastično, neverjetno, neskončen, ali pa, ne vem, tudi recimo samostalniki, smrduh, drhal, odpeketati, recimo glagoli, modrovati, ne, mislim, da ste prepoznali nekatere tudi zelo žaljive, ne, krepke besede, ki jih najdevamo danes marsikje, na marsikaterem družabnem omrežju tudi, ne. Na drugi strani seveda imamo ravno tako besede, ki pa pomagajo šibiti pomen, ali pa so že same ošibljene, ne, recimo včasih, ne, kot nasprotje vedno, nikoli, če ne želimo teh nekih absolutnih, nekih skrajnih, ne, pozicij, no, izražati, ne, v svojem govoru, potem bomo rekli včasih, ali pa ne nikjer in povsod, bomo rekli ponekod, ne, ali pa vse, nič, ne vemo, če je vedno vse in ne vemo, če je vedno nič, morda je nekaj, ne. Ali pa potem imamo, ne vem, glagole stopicljati, ki že izraža nekaj drobnejšega, nekaj šibkejšega, ali pa manjšalnice, glavica, ne, imajo tudi že ta šibilec v sebi, ne. No, in tu smo pa že prišli tudi do metaforičnega izražanja, ne, recimo, če je glavica, je seveda ljubkovalnica, manjšalnica, če pa rečemo glavi buča, ne, ali pa če rečemo glavura, ne, tukaj pa je krepek izraz, ki je spet, kot smo rekli, tudi lahko žaljiv. In tu, o tem bomo pa še kasneje govorili z Andrejo, tu vidimo tudi, kako tako krepilci kot šibilci, v bistvu je njihov učinek odvisen od našega namena, ne. Se pravi, če je namen pozitiven, če želimo podkrepiti naš argument, potem bo krepilec deloval, bo učinkoval, bo prepričljivo deloval, ne. In ravno tako šibilec, če želimo pravzaprav izraziti nek premislek o svoji trditvi in vzpostaviti v bistvu prostor za naslovnikovo mnenje, potem bo to imelo dober učinek, se pravi, bo prepričljiv ta govor, ne.
Nasprotno pa, če bo naš namen negativen, če bomo želeli v bistvu nekoga diskreditirati, žaliti z neko krepko besedo, ne, ali pa če bomo šibilce uporabljali, ker bomo dejansko tako nesigurni vase, ne, potem seveda ne bomo prepričljivi, ne, ampak bomo komunikacijo pravzaprav dejansko ošibili in jo naredili manj učinkovito, ne. Toliko recimo, ne, za ta prvi ekspoze, kot si rekla, Andreja. Zelo zanimivo, sploh zame je recimo zanimiva ta pripomba, da je morda v slavistiki to polje manj prisotno. Tako si bom drznila tezo na prvo roko, da je zato, ker je še vedno zelo močna stilistika, zelo tradicionalna stilistika, ki je včasih ocenjevala to učinkovanje jezika, ne, če moč jezika učinkovanje, smo nekako zelo blizu in se je morda razvijala tudi v to smer. V trenutku, ko pa dodajaš tale komunikacijski model zadaj in postane tvoje mišljenje potem seveda intertekstualno oziroma interdisciplinarno, v tem trenutku se pa stvari morda pokažejo tudi v drugačni luči, ne, manj normativno, kot je to stilistika počela prej. Ta teoretski uvod se mi zdi, da je bil absolutno nujen, zato da lahko nadaljujemo k konkretnejšim stvarem. Vsekakor se mi zdi pa tudi zanimivo, da smo nekaj konkretnih teh besedilnih šibilcev in krepilcev, se opravičujem, šibilcev in krepilcev spoznali, ker nas to morda najbolj zanima. Vsaj jezikoslovce, preostale verjetno ne. Zdaj pa, Vesna, prekiniva uvodni suspens, kot temu pravimo po slovensko, namreč in se dotakniva same okoliščine, napovedi našega dogodka. Namreč spletni časnik Regional Obala je oglaševalsko zelo spretno napovedal ta pogovor, zato verjetno nekateri gledalec že nestrpno pričakuje vprašanje, s katerim je zaradi jezikovnega in vsebinskega zdrsa do napake prišlo, izrabil razpoložljivo komunikacijsko moč našega dogodka. Merim seveda na primerjavo političnih govorov, zdaj že bivšega predsednika Donalda Trumpa in aktualnega slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Čeprav se v monografiji dejansko ne ukvarja z analizo političnega govora Boruta Pahorja, temveč literarnega opusa pisatelja Borisa Pahorja, ki se mu bova posvetili nekoliko pozneje. Zdaj pa vse prisotne vabim, da morda podprejo slovenske založbe in tudi slovensko znanost, da si izvod monografije kupijo, lahko v spletni knjigarni Slovenske matice dobavijo knjigo zelo hitro, v dnevu ali dveh, kot sem preverila tudi sama, lahko neposredno pri založbi ZRS-ja. Anales, pri distributerju Buča nam je zaupala Vesna, morda v Librisovi spletni knjigarni, kjer sem jo tudi zasledila, in v drugih knjigarnah, morda večjih. Zdaj bi te pa, Vesna, prosila, da nam razkriješ, koliko dnevno politične radovednosti nam lahko potešiš tudi tvoje monografije. Ali sploh. No, Donald Trump je vsekakor v analizi in potem tudi v interpretaciji prisoten, pa morda še kaj drugega, aktualne teze, analize, ki si se jih lotila in kaj so pokazale. To nas bo prav gotovo zanimalo. Žal vas moramo razočarati, Boruta Pahorja tu ne bo in ni. Ja, tako je, torej dejansko se nam kar večkrat dogaja, da Borisa Pahorja, ki bi gotovo moral imeti zelo veliko, žarometi bi morali biti, ne, res zelo usmerjeni vanj, ampak so žal mogoče, no, ena raziskava bi bila zelo dobra, ne, kolikokrat je omenjen Borut Pahor, recimo v javnem diskurzu, kolikokrat pa Boris, ne, ampak do teh zamenjav prihaja. Zdaj tukaj mogoče je res za koga bilo to bolj vabljivo, ne, da je bila napovedana primerjava med Trumpom in Pahorjem, Borutom, ampak kot rečeno, v bistvu sama lahko, torej to moram najprej povedati, seveda ta razprava, moja raziskava nikakor ni želela biti dnevno politična, ni želela se v to
bom rekla, spuščati, ne, ker mislim, da to tudi ni vloga znanosti. Seveda pa ne pomeni, da se znanost izogiba nekim kočljivim temam ali pa tudi aktualnim družbenim problemom, ne. In današnja komunikacija, sodobna komunikacija je gotovo tema, ki jo je treba naslavljati, kot se sedaj reče, ne, se pravi, ki jo je treba obravnavati. Seveda ob tem je potrebno nekaj pazljivosti, kajti tudi raziskovalci smo ljudje, ponavadi, ne vsi, ampak večina tudi z nekimi političnimi prepričanji, ne, in seveda si je mogoče iluzorno zamišljati, da se odločamo popolnoma neodvisno, ne, od naših osebnosti, se pravi, da so včasih, da je že izbira raziskovanja ali pa včasih tudi interpretacija, ne, deloma subjektivna, ne, ampak vendarle tu seveda imamo znanstvene pristope, torej imamo metode, ki nam pomagajo, ki so osnova naših raziskav, in tako sem se tudi sama pravzaprav res zelo načrtno, ne, ker sem se želela lotiti tudi aktualne komunikacije v tradicionalnih in v novih medijih, in sem se zavedala, da bom prišla tudi do nekih političnih akterjev, torej dogovora političnih akterjev, ampak sem zato dejansko ves čas imela, bom rekla, to varovalko, da sem ves čas se naslanjala na sodobne korpusne metode, se pravi, gre za korpusno jezikoslovje, ki nam danes omogoča, da recimo iz neke zbirke besedil, da uredimo, ne, zbirko besedil, kjer lahko delamo zelo, bomo rekli, faktografske, ne, statistične analize, ki so precej objektivne, ne, seveda, če tudi izberemo ustrezen vzorec, ustrezna besedila, tudi dovolj reprezentativna besedila in tako naprej, ampak vendarle, ne, je precej, bomo rekli, objektivno orodje, nam omogoča objektivne rezultate. Obenem sem pa razdelala ta model za analizo jezikovne intenzitete, ki ga tudi zelo natančno predstavljam v začetku monografije, in sem se pravzaprav držala, ne, samega jezika, torej teh elementov, ki sem jih tu v tem modelu nanizala, ne. Se pravi, da me niso zanimala imena, me niso tudi zanimala politična razmerja, ne, ampak dejansko sam njihov govor, ne. Ampak kot rečeno, če se lotevaš sodobne komunikacije v medijih, ne, ali pa če primerjamo, recimo, ne, kot sem želela primerjati slovenski diskurs, javni diskurs z recimo ameriškim, potem seveda nisem mogla mimo nekaterih osebnosti, in kot je bilo rečeno, eden od teh analiziranih, ne, govorov je tudi govor, inavguracijski govor Donalda Trumpa, torej zdaj smo že imeli priložnost poslušati njegov poslovilni govor, tudi sem ga že vsaj tako okvirno zanalizirala, ne. No, in med recimo slovenskimi političnimi akterji, ki so se znašli v analizi recimo tradicionalnih medijev, to analizo sva celo naredili skupaj s kolegico jezikoslovko Miro Ivič iz Univerze v Mariboru, sva pa recimo omenjali diskurs Zmaga Jelinčiča in pa Andreja Šiška. Potem pa v družbenih medijih sem se pa lotila predvsem analize komentarjev, tudi na neke, bomo rekli, objave političnih akterjev, ampak sem pravzaprav vse anonimizirala, ker tam je vendarle na teh družabnih omrežjih ali družbenih omrežjih težko ugotavljati, ne, verodostojnost teh profilov, in tudi ne bi bilo prav, da omenjam neka imena, tako sem v bistvu vse anonimizirala. Je pa seveda, hočeš nočeš, ko sem komentirala recimo, ko sem analizirala komentarje pod govori
pod tiskovkami, pod objavami tiskovk v zvezi z COVID-19 danes v Sloveniji. Torej nisem mogla mimo omembe Jelka Kacina kot vladnega govornika, ampak nisem analizirala njegovih govorov, pač pa komentarje, ki pa so seveda odraz tudi njegovega komunikacijskega sloga, ki ga potem seveda tudi omenjam. Zdaj, zakaj, omenila si, Andreja, kaj lahko pripišemo tem avtorjem, torej zakaj so izpostavljeni ti avtorji in nekakšni drugi. Dejansko se, bom rekla, njihovi govori, njihove besede, njihov diskurs, v bistvu se je pri teh govorih, pri teh diskurzih zasledilo torej tako izražanje intenzitete, ki je velikokrat moteč, da ne rečem škodljiv, družbeno škodljiv. Se pravi, gre dejansko za tisti način izražanja intenzitete, ki dejansko ta sporočila v glavnem krepi, torej pri njihovih govorih, pri vseh teh omenjenih, srečujemo v glavnem krepilce, šibilcev je malo, recimo pri Trumpu, mislim, da jih vsi poznamo, ta Great, pa America First in tako naprej. Se pravi, gre za neke že krepilce, ki so tudi potem, ko smo se želeli, ko je prišlo do satiričnega posnemanja Trumpovega govora, se je v različnih jezikih potem so se razvili, se je razvil ta stil, torej lahko sem potem analizirala en tak govor, ki je nastal v satiričnem filmu Amerika prva, Slovenija pa druga. In tam je lepo viden ta seznam vseh teh Trumpovih krepitev oziroma krepilcev, s katerimi dosega krepitve. No, ampak pomembno je, da se torej pri teh krepitvah, kot rečeno, torej namen teh krepitev dejansko ni pomagati resnično celi skupnosti, ampak v bistvu uveljavljati svojo pozicijo, svojo moč in napadati drugega, oziroma ali vsaj mu ne dopuščati nekega ugovora. Torej, ne gre za vzpostavljanje dialoga, kajti če vzpostavljaš dialog, gotovo je tudi šibilcev kaj več. Tukaj pa tega ni. In kot rečeno se, recimo, ne vem, tudi pri govoru Andreja Šiška, kjer smo opazovali tudi vizualni del, zelo kaže tudi recimo z gestami, z intonacijo, s tonom glasu, tudi pri Trumpu podobno, se kaže torej ta, bomo rekli, nasilnost tudi v jeziku, o kateri bomo tudi še kasneje spregovorili, kaj ne, Andreja? Ja, hvala, Vesna. Zanimiv poudarek je to, ko govoriš o avtorjih govora, vprašanje, kako je pri politikih, ali so sami dejansko tudi avtorji teh govorov, medtem ko je pri nekem bolj spontanem govorcu to seveda potem jasno. Takole, še na to bi vas opozorila. Kolegi moji opozarjajo, da je knjiga na voljo tudi v Tržaškem knjižnem središču, tako da jo lahko kupite tam, kar je vsekako zelo dobra in pozitivna novica. To pomeni, da je meja vendarle malo bolj prepustna, kot se nam zdi. Drugo je pa opozorilo glede vaših vprašanj, vsekakor boste na koncu, vsekakor je krepilec, na koncu boste imeli možnost, da postavite tudi svoje vprašanja. Zahvaljujemo se za vse prijetne čestitke in lepe pozdrave. Imamo tudi en komentar, ki ga bomo pa morda na koncu prebrali. Nikakor nisva sistematični tu, to je moja odgovornost, vendar je namerna prav zato, da sva morda malce bolj prijazni do poslušalcev oziroma gledalcev tukaj. Zato bi te zdaj prosila, da nam narediš neke vrste povzetek. Čas nam žal ne bo dopuščal, da bi se dotaknili izsledkov analize literarnih ustvarjalcev, ki zajema kar dobršen del monografije in je po vsej verjetnosti zanimiva, ampak ostaniva zdaj, ko si tako dobro in široko opredelila izsledke raziskave političnih govorov. Namreč lotila si se tudi govorov iz časov fašizma in političnih govorov Ivana Cankarja,
kar se zdi zanimivo, predvsem zato, ker imamo tako mojstra jezika, recimo sodobnike, nekako njegove in vplivanska vloga sodobne politike. Torej, če nam narediš morda tak povzetek šiv, krepilcev, šibilcev, učinkov in intenzitete skozi dolgo 20. stoletje v sodobnost. Ne sistematično skozi, vem, da je vprašanje kar zahtevno, ampak... Ja, mislim, da je dejansko zanimivo spremljati ta način izražanja tega namena sporočanja, ki se, kot rečeno, odraža v večji ali manjši intenziteti, torej v takšnem ali drugačnem odnosu. In Cankar, vemo, je bil ne samo avtor leposlovnih del, ampak vsaj eno obdobje tudi prav konkretno politik, torej se je udejstvoval vsaj v politični kampanji, bil je pa ves čas družbeno angažiran govorec in je torej tudi v Trstu imel številna predavanja, ki so bila v tem smislu politična, da so se lotevala nekih aktualnih tem, ki se niso tikale samo literature. No, in prva njegova značilnost, namreč v knjigi obravnavam tako Cankarja kot avtorja političnih govorov, kot leposlovnega avtorja, torej našega velikega prozaista in dramatika. Ampak, če sedaj ostaneva res pri njem kot avtorju političnih govorov, pa vendar moramo reči, da so njegovi politični govori tudi na nek način literarizirani ali ritmizirani. Se pravi, da se precej v svojih govorih približuje svoji literaturi. In tukaj bom povedala to osnovno njegovo značilnost, ki je vidna tako v njegovem leposlovju kot v političnih govorih. In to je ta, da je seveda temeljil, bom rekla, na nekem etično prečiščenem besedišču, torej nisi želel teh nekih visoko letečih besed, fraz, da pa je to besedišče zato imelo nek omejen obseg, se pravi, pri njem ne moremo govoriti o neki gostobesednosti, da je pa to izrazito moč, ki jo čutimo pri njem, tako moč, ki je vplivala tudi na neke družbene odnose. Vemo, da še danes zelo dobro analizira neka družbena razmerja, kot sam jezik, torej stilistično, če ga opazujemo. Do sedaj je to res, tako kot si rekla Andreja, opazovala predvsem stilistika, se pravi, lahko govorimo tako o veliki moči kot o intenziteti pri njem. No, in to dosega, torej ne z nekim neizmernim številom novih in novih besed, ampak tako, da v bistvu te besede, to svoje izbrano besedišče umešča vedno v nove kontekste, vedno v nove zveze. In od tam izhajajo potem novi pomeni, taki presenetljivi novi pomeni se oblikujejo. Recimo, če reče silno, in potem reče silna razdalja, torej silno ne pričakujemo v zvezi silna razdalja, ali pa velik gnev, ali pa, dobro, mogoče, da ne grem preširoko, se pravi, gre za to, da neke enostavne, preproste besede umešča v nove kontekste, ali pa recimo čisti glas. To ne pomeni samo, da ni hripav, ampak pomeni marsikaj drugega. Ali potem seveda lahko tudi v njegovih političnih govorih, kot seveda v literaturi, v leposlovju, najdevamo številne metafore, primere in prave metafore, recimo, ne vem, tako ustvarjalne, nekonvencionalne metafore. Recimo, neplodno, neka razprava je neplodna kot kraško kamenje, tako je recimo v enem svojem političnem govoru povedal. Ali pa, ne vem, ko je bil kritičen do nekega primitivizma, do nekih slojev, ki so kdaj primitivni, je imenoval to ljudje s čevlji na kveder. Ali pa bil je, ko je bil zelo kritičen, seveda je bil tudi satiričen,
ne, ampak ta satira ni bila ponavadi tako direktno napadalna, da bi šla na, bomo rekli, uničevanje posameznika, ampak tudi tu se je čutila nek drug nivo, ne, tudi metaforična satira, recimo, ne vem, pravi gospod navdušen za vseh 100 narodnih svetinj, ne, si lahko predstavljate nekoga, ki ni bil iskren narodnjak, vsaj po Cankarjevem mnenju, ne. No, ampak kot rečeno, vsa ta sredstva, vsa ta metaforična sredstva in to presenečanje, ne, bralca z nekim postavljanjem besed v nove zveze, ali pa tudi, ne, tukaj zdaj se ne bomo spuščali predaleč, tudi njegovi politični govori, tako kot leposlovje, ima izrazit ritem, se pravi, so stavki zgrajeni na tak način, da je to kot neka torej ritmizirana proza, ne, kot se približuje že tudi pesmi, ne. No, ampak vsemi temi sredstvi, ne, tako v leposlovju kot politiki, sem se vprašala, kako, ne, s čim nam pa Cankar omogoča, da vendarle ne čutimo to moč kot nasilno, ne. In seveda v leposlovju so to njegove prispodobe, njegove metafore, ki tudi presegajo metafore, segajo tudi na simbolno raven, kjer v bistvu se nam odpira cela vrsta interpretacij, ki jih tudi Cankar ne zameji, se pravi, daje možnost interpretacij, bomo rekli, dialoga, ne, bralcev. V politiki, v političnih govorih, ki so seveda bolj pozivni, ne, vseeno je teh metafor manj, tudi simbolnih pomenov ne najdemo v političnih govorih, ampak je torej več neposrednih pozivov, tudi več retoričnih figur, ne, torej nagovorov, vzklikov, antitez in tako naprej, ne, se pravi, je izrazit retorik, ampak no tu, ne, ga pa ne čutimo tako nasilnega, zato ker, kot rečeno, zna vendarle tudi take zelo direktne svoje misli oblikovati na tudi metaforičen način, obenem pa čutimo ta iskreni namen pomagati skupnosti, ne, se pravi, tu ne gre za vzpostavljanje, za neko, kot smo rekli, neposredno napadanje, ne, nekoga, ampak gre za namen pomagati narodu pri njegovem razvoju, ne. Drugače se to odraža recimo v fašističnih govorih, ne, v fašističnem diskurzu. Tu sem analizirala, kot si omenila, Andreja, sem analizirala čas neposredno po Cankarjevi smrti, ne, tako da gremo kronološko, se pravi 20. leta v rimskem parlamentu. In tam so v bistvu neko obdobje nastopali tako fašistični poslanci ali nacionalistični, in sama sem opazovala govor Francesca Giunte, torej tega, ki je tudi vodil napad na Narodni dom, ne, tržaški, in pa govor Antonija Pogačnika, ki je bil iz Stran, iz Poreča in je recimo v parlamentu razpravljal tudi o marežganskem uporu, torej uporu Marezik proti fašistom, ne, ravno zdaj čez maja bomo praznovali 100-letnico tega prvega upora, ne, Slovencev proti fašizmu. No, se pravi, ta dva govorca, predvsem Giunto, sem zelo natančno analizirala, tako v parlamentu kot njegove govore, politične govore zunaj, ne, parlamenta, in v bistvu tam podobno pravzaprav je bil fašistični govor, tudi Mussolinijev, ne, če bi šli potem naprej, je bil izjemno močan, kar se tiče metafor, kar se tiče retoričnih figur, ne, torej retorično so bili to izjemno izdelani govori, zato so imeli tudi tak vpliv na ljudi, ne. Ampak zakaj gre, ne, torej gre za to, da se ti krepki pomeni, prvič, niso to neke ustvarjalne metafore, kot jih srečamo, take, ki presenečajo vedno znova, ne, kot jih srečamo pri Cankarju, ampak so to, bomo rekli, ustaljene metafore za fašistično ideologijo, ne, se pravi, gre za nekaj področij, ki jih tudi navajam, ne, zdaj ne bom zelo natančna, ampak recimo, no, če naštejem nekaj, recimo gre za
gre za recimo torej področje vojske, ne, govori o herojih, o sovražnikih, na drugi strani o slavnih herojih, potem z področja religije, ne, imamo mučenike in imamo svetnike, potem imamo sveto vojno, ne, pa recimo, ne vem, področje zdravja, te fizične moči, ne, to je bilo zelo pogosto, tako da kri, moč, večna vitalnost, ne, to so besedne zveze in tudi že metaforične besedne zveze, ki pa, kot rečeno, se ponavljajo, so predvidljive, ne, in predvsem pa je namen vseh teh močnih besed, vseh teh metaforičnih in retoričnih sredstev povzdigniti do nekih skrajnih, ne, višin, torej fašistične ideologe, fašistično ideologijo in na drugi strani ponižati, napasti, uničiti druge, ne, torej drugačne, bodisi po etničnosti, bodisi po kakorkoli drugače misleče, ne, torej povzdigniti nas in ponižati druge, ne. Torej, za to gre, ne, tu je ta namen, o katerem smo govorili, ki je bistveno drugačen, ne, kot pri recimo Cankarju. In tudi bistveno drugačen kot pri, ne vem, če lahko rečemo že antifašističnih govorcih, ampak narodno obrambnih pa prav gotovo. To sta bila pa dva poslanca iz Trsta, s Tržaškega oziroma Goriškega, to je bil Josip Vilfan in pa Engelbert Besednjak, ki sta takrat ravno tako nastopala v rimskem parlamentu, in pri njiju dveh pa najdemo seveda tudi krepitve, tudi poudarek na mi, ampak tam gre za poudarek na ne jaz, ampak ne nek ideolog, ampak na skupnost in recimo se tukaj naslanjata predvsem na konkretne dogodke, predvsem Engelbert Besednjak je tak zelo pragmatičen, ne, vedno argumentira s konkretnimi dogodki to vse, kar govori, medtem ko Vilfan se pa opira predvsem na svoje pravno znanje, se pravi je strokoven. Pri obeh pa srečamo, predvsem še pri Vilfanu, pa srečamo, pri obeh srečamo tudi recimo tako imenovane glagole rekanja, glagole mišljenja, ko v bistvu se čuti, da tudi izrecno povesta, da o tem razmišljata, da vzpostavljata distanco do svojega govora. Recimo, ne vem, povesta, menim, takšno je moje mišljenje, tako vsaj vidim, ne, in tako naprej, se pravi, gre za neke vzorce, ki v bistvu trenutno ošibijo, ker omejijo spoznanje samo na tega govorca, ne, ampak to pomeni, da v bistvu vzpostavljajo dialog za ostale, ne, poslance oziroma za drugega. In to je bila dejansko njuna značilnost vse skozi, da sta do konca vztrajala v parlamentu, ne, torej dokler so jim tekli mandati, in da sta poskušala odpirati dialog, ne, tudi s fašističnimi pač poslanci, ne. Ampak seveda na drugi strani pa, kot rečeno, ni bilo te pripravljenosti slišati, ne, torej je bilo zapiranje dialoga in za to gre, ne. Tako da to se je potem seveda dogajalo vse do druge svetovne vojne in potem bi lahko gledali to v različnih družbenih ureditvah, kako se je ta javna diskusija razvijala, ne, ali v smislu odpiranja dialoga ali v smislu neke absolutističnih vladavin, ne. No, ampak danes, ne, ko si rekla, da naredimo še ta krog do današnjega časa in bi se navezala na to, kar sem prej rekla, kar ugotavljamo, da se dogaja v okviru spletne komunikacije, kajti to je danes, bomo rekli, osnovna okoliščina, ne, ki opredeljuje naš način komunikacije, pa lahko bova še tudi o tem kaj rekli, Andreja, dejansko se kaže ponovno, da gre pri marsikom, ki nastopa na teh družbenih omrežjih, ali pa sploh v medijih, tako tradicionalnih kot v novih, da je danes predvsem namen vzpostavljanja svoje pozicije, ne, in da grejo v tem smislu s krepitvami, torej z uporabo krepilcev tako daleč, da ti prevladujejo nad šibilci, ne, in da torej ti govorci danes pogosto niso zmožni vzpostaviti neke distance do lastnih prepričanj in s tem spodbuditi
torej uporabljati takšne vzorce jezikovne, ne, ki so tudi šibilci, ampak ki torej dolgoročno, bomo rekli, krepijo diskurs, ker vzpostavljajo dialog, ne. Tega danes pogosto ni, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi drugod. Torej, uporaba teh sredstev vedno zelo zavestna, ne, in ozaveščena, in filologija je že od svojih začetkov to prav dobro pokazala, kot nakazuje tudi vprašanje, ki smo ga dobili od kolegice Irine Makarove Tominec, vendar ga bova pustili za konec, ker bi se zdaj osredotočili na tisto, kar nas morda najbolj zanima. Veliko si že povedala o tej medkulturni perspektivi, tudi v tej predstavitvi oziroma v zadnjem odgovoru. Nas tu seveda najbolj zanima italijansko-slovensko razmerje oziroma do česa si se dokopala tu. Analizirala si zelo različne diskurze, kot smo že povedali tudi na tej podlagi, vse od oglaševalskih, literarnih, že omenjenih političnih, no malce manj smo se danes posvetili znanstvenim, ampak kaj bi bilo tu zanimivega, pa še eno podvprašanje kar takoj, namreč vse storitve, jezikovni viri, pripomočki in raziskave naše Slorijeve skupine za jezik so v celoti usmerjeni v posebnosti in težave slovensko-italijanskega jezikovnega stikanja. Prepričana sem, da bo tudi naše gledalce še prav posebej zanimalo, ali nam lahko na podlagi svojih raziskav ponudi še kakšen dodaten pogled v modifikatorje jezikovne intenzitete, značilne prav za ta prostor. Je kaj značilnega in uporabnega, kar bi bilo dobro izpostaviti v kontekstu manjšin na splošno, tudi tega si se malce dotaknila, predvsem pa jezika Slovencev v Italiji. Vem, da pripravljaš tudi članek, novo razpravo o medijih v tem prostoru, tako da malce v to smer zdaj. Ja. Hvala lepa za to gotovo aktualno vprašanje, glede na prostor, kjer se vsaj medve nahajajo, pa direktor Slorija, ne, in še nekateri drugi. Se pravi, gre za, je pa seveda to aktualno za vse, ker gre slovensko-italijanski stik je naša realnost, ne, že vso zgodovino in seveda tudi danes. In v bistvu je zato zanimivo primerjati, ne, se v knjigi primerjam tudi recimo s hrvaščino oziroma tudi bosanščino, ne, poleg že omenjene angleščine. No, ampak res za ta slovensko-italijanski stik, se pravi za to večjezično in tudi obmejno območje, je gotovo zanimivo vprašanje, kako izražamo v slovenščini in kako v italijanščini ta namen sporočanja. Torej, koliko smo pri tem čustveni, koliko si upamo poudarjati, torej koliko izražamo poudarkov v svojem govoru. No in tu je gotovo že recimo, če malo potegnem vendarle povezavo tudi s fašizmom in nacizmom, namreč jezikoslovec Klemperer, ki je analiziral nacistično govorico in ga tudi v knjigi večkrat navajam, je že ugotavljal, da je recimo italijanščina, da je podobno kot angleščina, oziroma ameriška angleščina, da sta obe že sicer nagnjeni k nekemu pretiravanju, torej k nekemu zelo čustvenemu izražanju, in da to ni potem tako moteče, če tudi nek politik, če je nek politik bolj čustven, bolj nagnjen k temu, tudi pretiravanju, če hočemo. Tako v bistvu on utemeljuje, da je tudi Mussolini bil nekako pravzaprav nek spontan ali naraven rezultat neke italijanske retorike. Seveda namen, kot smo rekli, je bil popolnoma zgrešen. Ampak Klemperer je želel povedati, da je v bistvu Hitlerjeva retorika bila toliko bolj šokantna za Nemce, ki so navajeni bolj logičnega govora, torej govora z neko distanco, manj čustvenega, in da je torej ta nacistična govorica bila še bolje odstopala od narave njihovega jezika. Tako da je v bistvu že Klemperer izpostavil te razlike in potem sem bila sama seveda pozorna tudi na
teoretičarko medkulturne pragmatike Ano Wierzbicko, poljsko-avstralsko avtorico, ki je ravno tako analizirala tudi italijanski jezik in prišla do ugotovitve, da so nekatera sredstva, ne vem, presežniki ali pa podvojitve, ne, recimo bello, bello, leggero, leggero in tako naprej, da so zelo pogoste v italijanščini. In sama sem potem na tej osnovi naredila nekaj analiz že pred to knjigo, ne, za slovenščino in v resnici sem ugotovila, da je teh jezikovnih sredstev recimo manj v slovenščini. Najbrž izražamo te poudarke tudi na druge načine, pa vendarle, ne, tudi recimo analiza, ki sem jo naredila prav za namen te knjige, recimo sem opazovala tako imenovane diskurzne označevalce, torej to so besedice, ki nam pomagajo urejati besedilo, hkrati pa pridobijo včasih tudi ta pomen krepilcev, ne, največkrat. Recimo, ne vem, če povem v italijanščini dunque, allora, quindi, comunque, ne, v slovenščini bi to bili torej, no, potem, kakorkoli že, tako ali tako, ne, to so v bistvu drobne stvari, drobni, na vides nepomembne besedice, ki pa lahko velikokrat naredijo, imajo velik učinek, da govor izpade zelo suh, ne, ali pa čustven, ali pa celo pretirano čustven, ne, da pride do pretiravanj. No in tu se mi je tudi lepo pokazalo, da je absolutno, ne, italijanščina prednjači po številu, tako v pisnih korpusih, tako v pisnem kot v govornem korpusu, po uporabi teh tako imenovanih diskurznih označevalcev, ki so tudi intenzitetni označevalci, ne. Se pravi, da lahko rečemo, da je italijanščina, podobno kot če kak drugi jezik, ne, to velja tudi za poljščino, recimo, tudi za španščino, da lažje izraža neko čustvenost, da je tudi mogoče ta več gostobesednost v nekem konverzacijskem slogu bolj prisotna, ne. S tem, da pa kot recimo v slovenščini, ne. Se pravi, da je tudi več mogoče hiperbole, torej pretiravanj, ne, kot v slovenščini, kjer smo mogoče vendarle malo previdni, ne, pri pretiravanju. Vsaj do sedaj je kazalo tako, zdaj se tudi mi seveda spreminjamo in družbena omrežja delajo svoje, si več upamo, ne. Ampak no, še nekaj bi na tem mestu opozorila, kar se mi zdi zelo dobro biti pozoren tudi na tem našem obmejnem območju, namreč pa ne samo na obmejnem, ne, ker tudi mislim, da se iz teh stikov lahko učimo vsi, da se v bistvu jezikovne skupnosti, ne, iz teh primerjav soočanj z drugimi, bi lahko marsikaj naučile tudi pri izražanju nekega odnosa, ne, torej drug od drugega bi se lahko naučili, ne, ker nekaj je dobro, nekaj slabo pri vsakem od nas, nekaj boljše, nekaj slabše, no, nikoli ni samo dobro ali slabo. No in tukaj bi opozorila še na eno lastnost, ki sem jo pa opazila še bolj izrazito prav zdaj, ja, pri tej zadnji raziskavi, ki si jo omenila, Andreja, namreč sem analizirala slog, medijski slog, komunikacije na temo COVID-19, se pravi ukrepov, ne, v italijanskih medijih in slovenskih in tudi teh obmejnih, ne, torej Primorski dnevnik in Primorske novice. In v bistvu se je tu pokazalo, da je seveda bila najbrž tudi vladna komunikacija že drugačna, da so se vladna sporočila v Italiji veliko sklicevala na zdravstvene strokovnjake, da so tudi zdravstvene institucije nastopale več v javnosti, kot vsaj do sedaj v Sloveniji. In da se to potem tudi odraža v medijih, kjer se je pokazala italijanska komunikacija veliko bolj strokovna, veliko bolj distancirana. Medtem ko v slovenski je bilo veliko vrednotenja, tudi moraliziranja, torej to morate, to ne, to bi bilo dobro, to je ne in tako naprej. Tam je bila predstavljena, v bistvu je predstavljen COVID-19, torej koronavirusna bolezen, kot nek fakt, kot neko dejstvo in potem seveda tudi ukrepi so predstavljeni z neko, bomo rekli, tudi z uporabo nekega tako imenovanega pravnega ali birokratskega jezika, ne. In če včasih mi, ki poznamo tudi italijansko birokratsko strukturo in smo do nje kritični,
pa lahko rečem, da včasih ravno ta birokratski jezik, ne, pomaga vzpostaviti neko distanco, ne, in v tem, tudi recimo, da ne pridemo, ne, do nekih preveč čustvenih izpadov, ne. In to je recimo v primeru te pandemijske komunikacije se pokazalo kot pravzaprav zelo dragoceno, se mi zdi, no, ker je ta komunikacija v italijanskih medijih precej sloni na teh pravnih formulacijah. Včasih sicer je to potem preveč nejasno, ne, ni dovolj konkretizirano, to je zdaj druga pomanjkljivost te komunikacije, ampak vendarle, kot rečeno, slovenska komunikacija pa je bila izrazito čustvena, kar je pravzaprav nasprotje tega, kar smo bili vajeni do sedaj, ne. Da smo, pravim, slovenski govorci mogoče bolj zadržani pri takem neposrednem izražanju čustev, ne. Tukaj se je dogajalo drugače in zato so tudi naši odzivi bili pravzaprav in so še vedno zelo, zelo krepki, da rečem tako. Tako da tu, ne, mislim, da bi bilo dobro jemati, ne, od enega in drugega komunikacijskega sloga, ne. Zelo zanimivo in tudi nepričakovano, kot praviš sama. Čas je že nastopil, da damo malce glasu tudi publiki in bi ti prebrala vprašanje kolegice Irene Makarove-Tominec, ki sprašuje, kakšno je razmerje predstavljene jezikovno-pragmatične analize govorov do retorike, klasične retorike, verjetno misli Irina, če se analizirajo literarna besedila, pa razmerje do klasične stilistike. Ja, hvala lepa, Irina, za to vprašanje. Kot je mogoče bilo že omenjeno, tudi retorična sredstva so bila omenjena, ne. Pravzaprav je seveda retorika in tudi metaforična sredstva, ne, se pravi in tropi in figure, ne, so metode ali pa so del izrazov za izražanje intenzitete. Se pravi, retorična sredstva gotovo so tista, ne, tudi vse tiste figure retorične ponavadi okrepijo govor, ne. In ravno tako metafore ponavadi okrepijo, ne. Tako da v bistvu gre za to, da je stilistika del, bom rekla, področja, kjer opazujemo intenziteto jezika, ne. Ker pri intenziteti jezika obravnavamo pravzaprav jezik na vseh ravninah, zdaj stilistika in retorika se predvsem omejujeta na pomen, ne. Obenem je torej gledišče nekoliko različno, ampak bi se pa zahvalila za to vprašanje, ker bi želela tu izpostaviti, da čeprav, ne, nismo vsi nujno bralci leposlovja, čeprav tukaj verjamem, da je marsikdo od vas navdušen bralec leposlovja, tudi morda pisec, ne morda, vsaj nekaj vas vidim, ki ste, ne, pesniki, pisatelji. Se pravi, mislim pa, da tudi če nismo, ne, vsi ali niso redni bralci ali pa pisci, da je smiselno ta sredstva, ne, retorična in predvsem tudi metaforična, uporabljati tudi v vsakdanji komunikaciji, torej tudi v neliterarnih komunikacijskih situacijah, ne. Namreč, ampak to ne samo tiste konvencionalne metafore, ki so mogoče že v jeziku, ne, ampak biti ustvarjalni, ne, kajti v bistvu metafora nas dejansko sproži tako pri nas, ne, nek bolj ustvarjalen jezika, kot pri sogovorniku. Se pravi, mu daje možnost, da sam interpretira, v bistvu takoj sproži neko željo, pokaže na željo po dialogu, ne. In tega se pravzaprav premalo, bom rekla, to premalo uporabljamo, premalo se zavedamo moči takih pomenskih prenosov. Kvečjemu, ne, to sem tudi ugotovila, ko sem analizirala te komentarje na družabnih omrežjih ali družbenih omrežjih, v bistvu sem ugotovila, da smo pri teh nasilnih komentarjih, torej takrat, ko pride do nasilnega govora, torej ko jačamo, ko krepimo pomen z metaforami ali pa nasploh, ko samo krepimo, ne,
in zapiramo dialog, takrat smo pravzaprav zelo metaforični, veste? Takrat se zbudi ta naša potreba biti učinkovit, ne? In očitno, ne, ko se znajdemo sami pred ekranom, ne, in želimo, da je slišan naše stališče, ne, in nas ne zanima, kaj drugi mislijo, samo da slišijo nas, in takrat seveda kričimo, ne, in smo tudi izvirni, ne. Ampak žalostno je, da so te torej metafore namenjene samo vzpostavljanju lastne pozicije, ne, in v bistvu napadanju drugih, ne. Se pravi, ko imamo, ne vem, rjuhar, ne, to je ena taka v bistvu metafora za muslimana, ne, precej ustvarjalna metafora, ampak najbrž je nismo prav veseli, ne. Ampak hočem povedati, da to me je res presenetilo, ker je bilo tega ogromno, ne, metafor prav v nasilnem govoru, ne. Se pravi, teh žalitev, ne, veliko žalitev je pravzaprav zelo metaforičnih, ampak žal so žalitve, ne, in to zelo močne, ker ravno metafora dosega to moč, ne, ima to moč v sebi, ne, ker pač širi pomene, ne. Tako? Učinkuje. Hvala, Vesna. Strokovnjaki pravijo, da se naša pozornost na spletu in pred ekrani hitreje izčrpa. Verjamem, da tudi ti že malce čutiš, da popušča, ne? Vendarle je večer. Kljub vsemu bi morda vprašala, če ima kdo še kakšno vprašanje, še posebej, če je povezano z italijansko-slovenskimi primerjavami, stiki in težavami. Ali pa morda s to digitalno komunikacijo, ne? Tudi to, veliko tem smo danes izpustili. Vesna, vidiš, da sem kar krajšala, ampak mislim, da je bila tvoja izčrpnost za vse enako zanimiva kot zame. Bi se kdo oglasil, morda še kaj zapisal? Sicer je bil prej tudi komentar o Habermasu, če se prav spomnim, ali je že zginil. Imamo kar komunikativno publiko, tako da so veliko pisali. Komentar občudovanja je bil. Torej, če ni več vprašanj, bi se vsem 69 od 81, ki ste vztrajali do konca in motivacija vas je držala z nami, lepo zahvalila. Zahvalila bi se tudi Vesni. Še enkrat vas vabim k branju, verjamem, da vas je spodbudilo. Še en čisto oseben poudarek. Teoretski del monografije je morda malce zahteven, ampak je pa preostal del zelo, zelo zanimiv in izredno komunikativen in bo gotovo prav prišel čisto vsem, ne samo raziskovalcev, ki se bodo morda po službeni dolžnosti lotili, vendar se mi zdi res zanimiva za širši krog bralcev. Seveda je pomembno tudi zadnje poglavje tik pred epilogom, kjer znova opozarjaš na komunikacijski model Tilka oziroma didaktični model Tilka, ki si ga v preteklosti že predstavljala, tudi Slori je o tem že govoril. Pa vendarle, ne, vse te raziskave in izsledki bodo učinkovali dobro na družbo in tudi na vse nas, če bodo prihajali potem tudi v prakso. Vsako raziskovanje in znanost sta zadnji cilji po vsej verjetnosti prav to in tu vidim sama velik potencial. Bi ste pa na tej točki poslovili, brez metafor in krepilcev. Jaz bi mogoče, Andreja, se tudi zahvalila vsem, če ni res drugih vprašanj. In bi mogoče samo še tu res se zahvalila Andreji, tudi za to krasno moderiranje in seveda tudi za ta poudarek, bodisi glede branja knjige, ne, kako se bere to knjigo, torej sama jo vidim v tem smislu kot neke vrste jezikovni priročnik, kjer seveda je tudi ta slovnična, jezikoslovna in pragmatična opredelitev pojava, ne. Potem pa je tako kot jezikovni priročniki, ki jih je dobro imeti na polici in pogledati,
ko rabiš recimo neka konkretna primere neke rabe, nekih jezikovnih sredstev, kajti vse te analize na različnih področjih, ki smo jih vsaj nekaj danes omenili, dejansko pridejo prav, ko smo mogoče res zainteresirani za tisto področje. Tako da vam res svetujem, da ne berete od prve do zadnje strani, ampak glede na vaš interes. In da seveda, kot je rekla lepo Andreja, predvsem poskušamo ta spoznanja, do katerih vključiti v prakso, predvsem v smislu tega ozaveščene komunikacije. Se pravi, da razmišljamo o lastnih jezikovnih sredstvih, torej tudi teh, s katerimi izražamo naš odnos, kajti če razmišljamo o tem, če se zavedamo, da vedno izražamo tudi sebe, tudi svoj odnos, in če so seveda naši nameni dobri, potem bo naša komunikacija prav gotovo dostojna, se pravi, bo vzdrževala dostojanstvo nas samih in drugega in seveda tudi verodostojna, ker bomo na nek tak verodostojen način tudi upovedili to stvarnost, tako da nam bodo verjeli, bomo prepričljivi. Tako da jaz vam želim veliko takšne komunikacije, vsem nam želim, kot skupnosti, jezikovni in seveda, da bi se tudi oplajali iz teh medjezikovnih stikov. Tako, če ni še kakšnega mnenja, bi se sama tudi res zahvalila, kot rečeno, Andreji, Devanu in res resnično vsem vam, številnim, s katerimi upam, da bo še priložnosti tudi v živo kdaj kaj več podebatirati. Hvala, Vesna. Hvala Sloriju za prostor, hvala ZRS-ju za sodelovanje. In vabimo k branju še enkrat. Lep prijeten večer in upajmo na skorajšnje srečanje tudi v živo se pridružujem. Tako. Hvala lepa, nasvidenje vsem. Jojo.